Dobrodošli na mojem podcastu Preboj za podjetnike in vodje. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in moja strast je, da intervjujem oziroma modeliram uspešne ljudi in to znanje o njihovem uspehu prenašam na podjetnike in vodje. Oziroma vse tiste, ki bi radi nekoč postali vodje oziroma podjetniki. Prvi del intervjuja je povsem brezplačen. Drugi poglobljeni del je pa na voljo zgolj našim članom Mastermind kluba 10x Trust. Gre za podjetnike in vodje, ki bi radi hitreje povečali prodajo, dobiček in rast svojih podjetij. Če bi radi tudi vi povečali dobiček in rast vašega podjetja, vas vabim, da se nam pridružite in postanete člani Mastermind kluba 10x Trust. Pišite nam za več informacij na info@mastermindacademia.com. Vabljeni, poslušajte, uživajte in hvaležen bom, da nam zaupate, kaj se vas je dotaknilo, kaj boste tudi sami uporabili v vašem življenju oziroma pri vašem poslovanju. En lep pozdrav, dobrodošli. Danes je z mano Robert Juričev. Robert, dobrodošel. Hvala za povabilo, Aleksandar, in lep pozdrav vsem. Jaz bi mogoče za uvod sam na par stavkov povedal. Jaz sem spoznal Roberta Brufaha, ki je tvoj poslovni partner, solastnik oziroma soustanovitelj podjetja, in tudi tebe na mojih delavnicah, na delavnicah coachinga, hipnoze, NLP-ja, in sem bil navdušen na temu, kako uspešno poslujeta. Vem, da imata skupaj podjetje v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem, ker se ukvarjata v bistvu z distribucijo kozmetike. Mi bomo danes, če sem prav razumel, namenila pozornost predvsem temu avstrijskemu delu. Daj nam povej, kaj pravzaprav vaše podjetje oziroma vajno podjetje počne. Tako kot si omenil, Aleksandar, jaz imam poslovnega partnerja Roberta Brufaha, s katerim sva poslovna partnerja že od leta 2003, ko se je nekako najina poslovna pot tudi začela v podjetništvu. Seveda sva se spoznala že par let prej, kjer sva imela priložnost biti sodelavca in že v tistem času sva nekako prišla do spoznanj, da sva oba zelo ciljno usmerjena, zelo delavna in sva si na nek način že zaupala. Leta 2003 sva se odločila, da že takrat sva se seveda ukvarjala s kozmetiko in potem je prišla ideja, da bi to seveda naredila pod nekim svojim okriljem in tako se je rodila ideja, da sva leta 2003 začela z prvim podjetjem, ki se imenuje Bomerx d.o.o. v Sloveniji. Glavni namen, razlog za ustanovitev podjetja je bila seveda ukvarjanje s kozmetiko in sicer distribucija. Midva imava različne poslovne partnerje iz vseh koncev Evrope in tudi sveta in sva ekskluzivna zastopnika in naši kupci so običajno business to business, kar pomeni parfumerije, kozmetični saloni, saloni za nego nohtov, naturshopi, bom rekel retailerji in tako naprej. In najina skrb nekako je, najino poslanstvo je, so se odločila, da bova skrbela za lepoto žensk, da jo čim dlje ohranjajo in seveda, da jo poudarijo. Danes, ko gledamo na leto 2020, sva solastnika v 3 podjetjih, skupaj zaposlujeva oziroma skupaj ustvarjamo lansko leto 6,5 milijonov evrov prometa, skupaj zaposlujeva 35 ljudi v 3 različnih državah in tako, kot si omenil, moja odgovornost je vezana na Avstrijo, Robertova pa na Slovenijo in Hrvaško. In kar sem vaju spoznal, jaz vaju oba zelo spoštujem, cenim, z Robertom Brufahom smo posnela tudi en kratek film oziroma case study. Zdaj, ko se pogovarjava midva, narediva intervju in bova šla skozi ta različna vprašanja, mogoče, da nam malo povej, kako se je vse skupaj začelo in kakšna je vizija podjetja za naprej. Pa začelo se je, bom rekel, ne glih tako, kot bi človek mislil, podjetniško, kaj bova midva vse. Bom rekel, prvo vprašanje se je rodilo, stari, bi midva štartala tole sama dva. Sem rekel, stari, glede na to, da sva 32 let stara, pa če še kaj zafrkneva do 40, ga lahko še kaj popravila. Nobene neke podjetniške velike vizije ni bilo.
Zelo nam je bilo pomembno, da bi nama podjetništvo omogočilo neko samostojnost v delu, v razmišljanju, v kreaciji. In bom rekel, takrat je bila vizija zgolj, deva biti svobodna, neodvisna od nobenega, kozmetična industrija je super, deva se imeti pri tem fajn, veliko bova v Pariz potvala. To je, bom rekel, behind the story. Danes seveda so malo starejša podjetnika, tako da danes je vizija malo drugačna. Predvsem, kar se tiče Avstrije, pa verjamem, da tudi Robert ima isto v Sloveniji, Hrvaškem, je, da postaneva nekako najbolj pomembna partnerja našim kupcem, našim poslovnim partnerjem na področju kozmetike. To je definitivno. Želiva, da bi to, kar midva počneva skozi podjetja, našim kupcem omogočili, da dobro zaslužijo, da se razvijajo, da rastejo. Radi bi rešitve, ki jih midva ponujava podjetjem, našim kupcem tudi omogočili, da oni bolj konkurirajo na trgu. In to je nekak vizija, da ne konstantno iščeva rešitve in ideje, kako našim kupcem pomagati, da so oni čim bolj konkurenčni, da čim bolj prosperirajo, ker posledično seveda bova tudi midva od tega nekaj imela. Dej malo povej, kaj počne podjetje in s čim se ukvarjate na avstrijskem trgu? Dobro, imam dve razlage. Ena je bolj seksi, ta se imenuje, da skrbimo za lepoto žensk v Avstriji, da jo ohranjajo in vzdržujejo čim dlje časa. Bolj neseksi opis tega, kar počnemo, pa je, da smo distributerji, uvozniki in distributerji ekskluzivne kozmetike iz različnih koncev sveta in dobavitelji pač našim kupcem v Avstriji, ki so različne parfumerije, kozmetični saloni, online shopi, retailerji in tako naprej. Deva mogoče malo v številkah, kaj lahko deliš z nami, koliko produktov imate, zaposleni, samo toliko, da veva malo o podjetju. Na kratko, Beauty Solution obstaja v Avstriji od leta 2007. V tem obdobju smo prehajali čez različne faze, gor in dol. V tem trenutku zaposlujemo 15 oseb v Avstriji, vsi so seveda Avstrijci. Imamo v programu nekje 4000 artiklov, to pomeni z drugimi besedami, imamo 11 različnih blagovnih znamk, ki prihajajo iz področja Avstrije, oziroma iz področja Francije, Italije, Anglije, Amerike, Latvije in verjetno sem še kaj pozabil. Lansko leto smo zavrteli nekje 2,7 milijona evrov prometa, ustvarili smo okoli 150 tisoč evrov dobička, letošnji cilj nam je obrniti 3,5 milijona prometa in ustvariti nekje 350 tisoč evrov dobička. Kaj še? Pa ja, no, na kratko. Kako se je vse skupaj začelo? Dej nam malo povej začetki, kakšni so bili? Začetki so bili zanimivi in sicer odločitev o tem, da smo začeli z Beauty Solution, je padla v enem nočnem klubu v Parizu ob 2 zjutraj, ko me je poslovni partner vprašal, če bi me zanimalo, da bi začeli z eno blagovno znamko v Avstriji. Seveda razmislek je bil zelo kratek in smo rekli ja, pomagali je to, da sem govoril nemško. Ampak seveda, začetki segajo še prej, ko smo začeli naše operacije v Sloveniji in pa na Hrvaškem z mojim poslovnim partnerjem. To pomeni, Pariz je začetek, pa rojstni kraj tega projekta oziroma podjetja, ki zdaj kar uspešno posluje že vrsto let. Odlično, čestitam. Ja, hvala. Kakšna je vizija podjetja danes? Vizija podjetja danes je na kratko, da postanemo najbolj pomembnejši partner našim kupcem na področju kozmetike. Tekmujemo z raznimi koncerni, kolikor jih večina tudi od naših poslušalcev pozna, L'Oreal, Unilever, P&G in tako naprej. Bom rekel, mogoče obseg teh blagovnih znamk ne moramo doseči, lahko pa dosežemo, bom rekel, obseg naših blagovnih znamk znotraj naših kupcev. In definitivno bi želeli doseči, da naši kupci brez naših proizvodov ne morejo dosti kvalitetno živeti. Odlično. Kaj bi, če bi začel ponovno danes, naredil drugače?
Vse. Najprej bi si našel enega mentorja, da mi malo razloži, kaj je podjetništvo. Našel bi si nekoga, da bi mi povedal, kaj moram paziti na začetku, kje so napake, ki jih ni dobro delati. Predvsem, kar bi naredil drugače, da bi si našel veliko več znanja, kot sem ga imel takrat, da bi si prišparil in čas in stroške. Odlično. Kako pa preživljaš prosti čas? Trenutno družina je nekako številka 1, potlej nekaj časa malega za šport, zelo veliko časa, prostega časa gre pa za izobraževanje, za rast na področju osebnostne rasti in za rast na področju poslovnih izzivov. Odlično. Je kakšna knjiga, ki jo rad bereš, ali pa nasplošno, kaj rad bereš? Rad berem vse, kar je, bom rekel, 90% moje literature, ki jo preberem, je povezan z biznisom, kar pomeni s prodajo, s področjem prodaje, s področjem organizacije oziroma vodenja ljudi. Področje v zadnjem času seveda vedno več digitalnega marketinga, pač ker ta, bom rekel, korona nas je tudi malo, bom rekel, postavljala nove okvirje in nas je vse skupaj malo brcnila v rat. Zelo malo pa oziroma skoraj nič pa ne preberam recimo literature, kakor je Harry Potter, pa nič nimam proti tem, ampak nekako vsako literaturo, ki jo primem v roke, je cilj, da se nekaj naučim iz tega in da lahko takoj potem uporabim v življenju. Odlično. Je kakšna knjiga, ki pa jo rad podariš oziroma podarjaš? Običajno v svojem poslu, poleg podjetništva, se ukvarjam tudi s coachingom in na coachingu zelo velikokrat dam literaturo od sebe oziroma en članek o perfekcionizmu, ker sem videl, da zelo veliko ljudi ima težave s pogledom na perfekcionizem, koliko idealno bi mogle stvari izgledati, ampak kar se pa posla tiče, pa največkrat je to nekaj iz področja prodaje, predvsem pa iz področja ugovorov oziroma v angleščini objection. To so pa ena področja, ki so moja osebna, recimo, strast. Odlično. Kdo je tvoj vzornik? Te se menjajo iz obdobja v obdobje. Moram reči pa, da v zadnjih 3 oziroma 5 letih je moj mentor, največji mentor in vzornik Grant Cardone, ker se mi zdi, da je na področju prodaje eden izmed, bom rekel, najboljših, ni edini, ampak je zame osebno najboljši, ne samo človek prodajalec, ampak ki razume strukturo prodaje, tako da lahko rečem, da je eden izmed ljudi, ki v tem obdobju mojega življenja najbolj zaznamuje moje učenje, je siguren on. Potem so pa tukaj jasno še s tvojo pomočjo in z delavnico, če govorimo o Tony Robbinsu, Richard Bandlerju, in pa seveda učenja skozi tvoje delavnice, dr. Aleksander Šinigoj. Hvala lepa za to. Zdaj, kje, kdaj in kako se izobražuješ? Največ online oziroma največ v avtu. Glede na to, da delam veliko kilometrov v avtu, imam vse te svoje mentorje, vključno s tabo, na svojem telefonu. Seveda vse delam na izjemno varen način, ampak avto moram reči, da je glavno orodje mojega. Druga stvar je doma, če sobote pa nedelje, berem zelo veliko in pa udeležujem se delavnic, v zadnjem času predvsem iz področja coachinga, hipnoze, NLP, praktika mojstra, seveda dr. Aleksandru Šinigoju. Odlično, hvala lepa. Zdaj, kaj bi rekel, da so tvoje ključne vrednote? Moje ključne vrednote so številka 1 je finančna neodvisnost, številka 2 žena, številka 3 otroci. Kaj narediš? Zelo kratko. Zelo kratko, odlično. In tudi jasno. Kaj narediš v nekih težkih, stresnih situacijah? Hvala Bogu, sem jih imel v življenju že zelo veliko, tako da
sem se naučil, da čeprav je takrat najtežji, si poskušam vnaprej pripraviti kvalitetna vprašanja. Oziroma, pač kvalitetno vprašanje je tisto, ki me pol dvigne ven iz težke situacije in mi pomaga, da ohranjam fokus na neki pozitivni zadevi in da iz vsake stresne situacije poskušam videti, kakorkoli se bo to slišalo malo pocukran, ali pa ampak resno poskušam videti v vsaki stresni situaciji, kaj je darilo zame, kaj se moram naučiti, predvsem pa to, da mogoče se v taki stresni situaciji ne znajdem zopet. Odlično. Je kakšna navada ali pa aktivnost, ki jo redno počneš in ti koristi? Več njih izpostavil bi pa jutranjo meditacijo, to definitivno, ena kratka oblika joge, to, da malo pretegnem telo, in pa ta jutranji del dneva je zame izredno pomemben, kjer imam pa tudi recimo čas namenjen mentalni nastavitvi za dan, kjer si jasno dnevno izražam namero, kaj bi rad ta dan naredil. Temu namenjam približno 45 minut vsak jutr, običajno med 4. pa 5. uro, ker imam takrat največ mera, in definitivno je ta navada, ki jo prakticiram že zadnjih 6 let, zame, bom rekel, ne spustim je, pa ne se zgodi karkoli. Odlično. Je kakšen nasvet, ki ga danes poslušaš v podjetništvu ali pa o podjetništvu in se z njim ne strinjaš? V bistvu vse nasvete, s katerimi se ne strinjam, zelo hitro izklopim, preklopim in jih niti ne poslušam, tako da res nimam nobenega, ki ga ne poslušam. Ker še une, ki bi jih rad poslušal, pozabim, tako da te, ki jih ne želim, res takoj pozabim. Tako da tukaj res nimam nobenega. Ok, odlično. Kaj misliš, da bi te še lahko vprašal, pa bi lahko bilo zanimivo za naše poslušalce oziroma tisti, ki nas gledajo? Je kakšno tako vprašanje, ki se ti zdi, da bi te ga mogel postaviti? Ja, predvsem moram reči, da vprašanje, kako upravljaš za svojim časom. Ker si predstavljam, da vsi podjetniki ali pa vsi ljudje, ki imajo podjetniško miselnost, pa niso nujno podjetniki, lahko so tudi zaposleni ali kakorkoli, če smo aktivni, se prej pojavi vprašanje časa in vprašanje, kako razporejaš čas, na osnovi kakšnih kriterijev bi bil dober vprašanje, in moj odgovor je, da tukaj mi je moj mentor pred 4 leti dal nasvet glede uporabe časa. Namreč, jaz sem se velikokrat spraševal, koliko časa potrebujem, da opravim neko nalogo. In ko sem gotovo, da za to rabim mogoče 60 minut ali x časa, sem zmeraj razmišljal, nimam danes časa, mogoče jutri pojutrišnjem. In to je bil moj način razmišljanja do pred 5 leti. Pred 5 leti sem pa dobil dobro vprašanje, da ni več vprašanje, koliko časa rabim, da opravim to nalogo, ampak kaj glede te naloge lahko naredim v naslednjih 15 minutah. In ko sem začel na vse naloge in vse delegiranje v svojem lifeu gledati, kaj lahko glede tega projekta naredim v naslednjih 15 minutah, bom rekel, in ko sem razdelil ta čas na 15-minutne segmente, se je zame rodil nov svet. Odlično. Zdaj pa, deva moče tako razmišljati, kaj bi bil en nasvet, ki bi ga dal mladim študentom, ki danes zaključujejo študij? Predvsem bi jim dal en nasvet, da ne poslušajo okolja, dobronamernega okolja, ne poslušajo stereotipov okolja, kaj v življenju je možno, pa ni možno, pa kaj je varno, pa kaj ni varno, pa vprašanja, kakor je kaj če in tako naprej. Dal bi jim nasvet, da poskušajo v lifeu najdati res nekaj, kar jih inspirira, kjer so zraven za dušo, in da poskušajo temu slediti, ne glede na to, kaj jim okolje pravi, in ko najdejo to, da pol vključijo logiko. Ne pa, da najprej z logiko začnejo iskati, kaj v življenju bi radi delali, kaj jih bo uvrščali, da spadajo nekam v okolje ali ne, ampak da obrnejo logiko razmišljanja, ampak da najprej uporabljajo, kaj je tukaj, pa pol logika, ne pa obratno. Odlično.
Deva potem za konec še en nasvet, ki bi ga dal podjetnikom, ki nas danes, pa vodjem, ki nas danes poslušajo. Kaj bi bil ta nasvet s tvoje strani? Ne se zafrkavati s časom. Ta je ta prva. Pač čas je ena stvar, dobrina, edina dobrina, ki jo imamo, ki se ne vrne, ki je ne moremo nadomestiti, denar lahko nadomestimo, energijo na neki način lahko nadomestimo, časa ne moremo. Tako da biti pozoren glede časa je definitivno, bom rekel, zame ena izmed ključnih zadev in jaz bom rekel, dostikrat ga jemljemo preohlapno, vsi in podjetniki in ljudje dostikrat razmišljamo o času, vsega je dovolj, ne. Vsega je res dovolj, ne, ampak se mi zdi, da ga premalo resno jemljemo in mislim, da moramo biti glede tega, kam investiramo svoj čas, kako ga porabljamo, kako ga namenjamo zdravju, ženi, družini, kot podjetniki, mislim, da mora biti čas zelo enakomerno usklajen, zelo planiran, ker potem lahko, bom rekel, prosperiramo, tako me učijo moji mentorji, ne na enem področju, na poslovnem, ampak na vseh pomembnih področjih. Zato ne se zafrkavati s časom. Odlično. Robert Juričev, bilo mi je čast in veselje, hvala lepa in srečno. Hvala tebi za povabilo, Aleksandar, srečno. Če vam je bil ta posnetek všeč in želite vsak teden dobiti novo aktualno vsebino ter praktične nasvete za 10-kratno rast vašega podjetja, vas vabim, da se pridružite Mastermind klubu 10x rast, da obiščete spletno stran mastermindacademia.com ali pa kar nam pišete na info@mastermindacademia.com in napišete, da bi radi postali člani tega odličnega združenja podjetnikov in podjetnic, kjer delamo na temu, da vi izboljšate vaše poslovanje, vašo rast. Če bi radi, da še koga povabim izmed uspešnih podjetnikov, vodij, če bi radi kakšno posebno vsebino, ki bi jo znotraj našega podcasta pokrili, vas res vabim, da nam pišete za ideje s predlogami in z veseljem se bomo potrudili, da bomo poiskali možnost, da vam tudi to ponudimo. Hvala lepa, da ste z nami. Vabim vas, da se naročite na naš podcast, da se naročite na naš YouTube kanal, da nas spremljate na različnih možnih kanalih, zato ker bi radi prav za vas vam dostavili najboljšo vrednost, največje ali pa najbolj koristne informacije, ki jih potrebujete pri vašem poslu in pri vašem delu.